Ja, najprej moramo ugotoviti, da to sploh ni kriza, ker imamo, ampak gre pa zapravo za spremenjene družbene in gospodarske pogoje delovanja. In navaditi se moramo, da bo odslej drugače, oziroma že postaja drugače, pa še bolj drugače bo. Je pa seveda to dejansko izziv podjetnikom, zlasti mala podjetja, imamo tukaj mogoče več prednosti, ker smo fleksibilnejši na trgu. Skratka, treba razmišljati o novih trgih, novih storitvih, novih produktih in pa predvsem o drugačnem obnašanju do ekonomije. Tako je moje mnenje, verjamem pa, da se nekateri ekonomisti ne strinjajo s tem. Na papirju smo mi zelo dobra pravna država. Imamo kopico predpisov, ki ne nazadnje so lahko marsikateri drugi deželi za zgled. Res pa je, da ti predpisi v naši pravni državi za nekatere veljajo bolj, za nekatere manj, za nekatere drugače. In tukaj se seveda srečujemo zlasti v manjših podjetjih s težavami, ker smo še vedno drugorazredno obravnavani pri umeščanju v prostor, pri iskanju kakšnih soglasij, odločb in tako naprej, ki niso rutina. Torej vemo, da javni sektor osebne izkaznice pa potne liste izdaja po tekočem traku, ko pa gre za zahtevnejši proces. Takrat se pa stvari ustavijo in pogosto ugotavljamo, da so zlasti višji javni uslužbenci na delovnih mestih zato, da 5. prejmejo plačo. Težave s papirji so pa pravzaprav nujnost zaradi tega, da upravičijo svojo službo. Seveda niso vsi taki, spoštujem tiste, ki pridno delajo. V bistvu je država pravzaprav neke vrste podjetje in če se pogovarjamo o konkurenčnosti na prostem trgu, tukaj pač konkurenčnost sam trg diktira. Slovenija kot država ni konkurenčna sosednjim državam ali pa tistim državam, s katerimi imamo možnost ali pa že poslujemo, in tukaj se moramo vprašati, kakšen je pravzaprav podjetniški ustroj naše države, kakšna je dostopnost do postavitve recimo nekega podjetja, kakšna je dostopnost do zaposlovanja v Sloveniji živečih prebivalcev in tako naprej. Torej, tukaj mislim, da samo gospodarstvo si želi prodornejše države, vendar imamo pa žal premalo vpliva na to, da bi dosegli mogoče večji vstop tujih partnerjev, zlasti velikih podjetij v Slovenijo, ki bi zaposlovala tudi manjše podizvajalce, partnerje in tako naprej. Tako da verjetno bo tukaj pač potrebno znotraj države zagotoviti konkurenčnost proti drugim državam. Težko. V bistvu gre za podjetniški izziv vsakega gospodarstvenika, podjetnika za naprej. Dejstvo pa je, da časi, kakršni so, pravzaprav morajo vsakega podjetnika kar dodobra zaposlovati, kar se tiče delovanja sivih celic. Iskati je treba nove priložnosti, pogledati je treba čez mejo, kaj lahko prodamo kamorkoli drugam. Težava se pojavlja za vsa tista podjetja, ki bazirajo izključno in samo na domačem trgu. Torej, tukaj je vse skupaj malce težje, ampak tukaj gre pa za iznajdljivost vsakega posameznika. Ravno s tem, da bi kot država morda omogočila vstop tujim podjetjem, zlasti velikim, zlasti podjetjem, ki zaposlujejo tehnološko zahtevnejšo delovno silo, skratka intelektualni kapital bi lahko prodajali preko teh tujih podjetij in seveda ta podjetja, ki so za nas zanimiva, ki ne bi vstopila v slovenski prostor, bi bilo zelo fino, da so izvozno naravnana. To pomeni, da bi se na njihov izvoz potem lahko tudi mi malce bolj obešali. Trenutno Slovenija odlično izvaža v Nemčijo in kar nekaj zahodnih držav. Gre pa za neko težavco. Nemci so že zdavnaj ugotovili, da so perspektivni trgi azijski trgi, mi smo tam še premalo udeleženi, čeprav kar nekaj slovenskih podjetij je že močnih in morda bi se splačalo intenzivneje povezovati s tistimi, ki že imajo izkušnje tudi z novo nastajajočimi trgi. Ja, gospodarska zbornica bi morala biti ali pa mora biti ali pa je povezovalni organ, ki pravzaprav naj bi povezala zdrava, perspektivna, dobra podjetja v smislu iskanja sinergij pri iskanju novih trgov. Seveda se pa vse preveč energije pa zgubljamo v okviru gospodarske zbornice z iskanjem kompromisov z državo, z pač eno, drugo ali tretjo politiko, s tisto, ki je pač prisotna, namesto da bi iskali izzive morda na tržiščih, na trgih ob podpori države seveda.